Spoštovane sodelavke in sodelavci, dragi prijatelji, gospe in gospodje, za nami je leto 2011 in to je vselej čas, ko se oziramo po tem, kaj smo v preteklem letu naredili, in je tudi čas upanja, ko gledamo v prihodnost pred nami, v novo leto z velikimi pričakovanji, z upanji, pa seveda tudi z različnimi prisegami. Ampak najprej za leto 2011 bi bilo prav, da povemo, da za obrambni sektor ni prineslo zelo veliko lepih spoznanj. V tem letu smo, ko gre za finančni del, izgubili kar veliko sredstev. Vendar se nismo dali, kajti razumeli smo, da je ključna naloga obrambnega sektorja v tem, da skrbi za varnost, stabilnost in urejenost države, domovine, v kateri deluje. V tem letu smo doživeli veliko lepih trenutkov, ko smo se srečevali z ljudmi, ki so pomagali, so ustvarjali in gradili našo domovino leta 1991. Na mnogih proslavah, na veliko srečanjih smo podoživljali ob 20. obletnici osamosvojitve veliko tistih slavnih, manj slavnih, pa vsekakor tudi uspešnih trenutkov izpred 20 let. Zaželeli smo si, da bi tudi v prihodnosti, ne samo v letu 2012, ampak tudi v mnogih letih, ki prihajajo, ostale vrednote iz osamosvojitvene vojne z nami, za zanamce, za mlade generacije. Zato, dragi sodelavci in sodelavke, poglejmo v leto 2012 z upanjem in prepričanjem, da lahko mi v obrambnem sektorju z znanjem, ki ga imamo tako na področju vojaške obrambe, kot zaščite in reševanja, ter z vsemi našimi izkušnjami prispevamo veliko k varnosti in stabilnosti te naše domovine in predvsem v vseh časih, ki se bodo zdeli morda kot manj jasni in nepredvidljivi, mi delujemo tako, da skrbimo za ugled obrambnega sektorja in da skrbimo za to, da nam bodo naši državljani in državljanke zaupali. Vsem skupaj, kjerkoli ste, kjerkoli delate, bodisi doma v domovini ali v tujini, na mednarodnih poveljstvih, na mednarodnih operacijah in misijah, želim srečno, uspešno, zdravo in čudovito leto 2012. Imejte se zelo lepo v objemu in toplih domovih svojih dragih in naj bodo letošnji božični in novoletni prazniki en lep, prijazen pogled v prihodnost.